Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imam za vas eno tako, po mojem mnenju, spet eno ful carsko študijo, ki je bila dokaj ogromna, pa pregledovala je, katera vadba je najboljša, oziroma kateri tip vadbe je najboljš za regulacijo pritiska. Rezultati so me malo presenetili. Ok, najbolj, da gremo kar na študijo, da ne spet preveč naklado. Bila je meta-analiza, ki je pregledala 270 randomiziranih študij na ljudeh. Skupno je vsebovala 15.827 posameznikov in posameznic, se pravi imamo oba dva spola, kar je zakon. Zdaj v študiji so rekli tudi, oziroma omenili, da so bili pregledani vsi tipi vadb, načeloma iz vidika energijskih sistemov, kaj se dogaja iz vidika energijskih sistemov. Zdaj, bolj natančno, kaj je bilo pregledano? Pregledana je bila aerobna vadba, v študiji je pod to spadala hoja, tek in kolesarjenje. Pol so imeli pod drug tip vadbe, so imeli hit vadbo, v katero so dali intervalni trening šprintov, pa aerobni intervalni trening. Ta zadnji tip vadbe je bila pa izometrija, v katero so spadale pa vaje za moč prijema, predvsem so gledali grip strength, pol so gledali ekstenzijo v koleno, pa počepe ob steni. Ponavadi se pri izometriji vedno gleda ali ekstenzija ali pa grip, zdaj so pa dodali še počep ob steni, kar je zakon, zato ko aktivira malo drugačne mišice, pa tudi več mišičnih skupin. Kar je bilo super, so na začetku izmerili neke baseline ravni pritiska in pol so ljudi razporedili v 3 skupine, ko so jih pač oni določili. Zdaj, pod normalnim pritisk je spadala skupina, ko je imela manj od 130/85, potem je bila druga skupina, je bila prehipertenzija in sicer gibala se je od 130 do 139/85 do 89 in pol zadnja skupina, ki je pa bila označena kot skupina s hipertenzijo, to so bili pa vsi, ko so imeli več od 140/90. In zdaj, kaj so ugotovili? Nič presenetljivega, prva stvar, ko se je pokazala je, da imajo čist vsi tipi vadb, ko so jih pregledali v tej študiji, pozitiven efekt in na sistoličen tudi kot na diastoličen pritisk. In sicer, aerobna vadba in trening z vremeni sta znižala sistoličen pritisk za 5 mm živega srebra. To se označi kot 5 mmHg, samo to, da boste vedeli. Kombinirana vadba je znižala pritisk za 6 mm živega srebra, medtem ko je hit trening znižala za najmanjšo cifro od vseh teh 3 pregledanih in sicer za 4 mm živega srebra. To je bilo zdaj za sistolični pritisk. Naprimer, mene je presenetilo tule že kar takoj na začetku, sicer pol, ko sem se spomnil, oziroma ko sem malo bolj poštudiral v mehanizmih, me niti ni, ampak gladek zmagovalec izmed teh tipov vadb za sistolični pritisk je bil izometrija, oziroma izometrična vadba, in sicer znižala je sistolični pritisk za 8 mm živega srebra. Ok, tudi če si pogledamo vpliv na diastolični pritisk, je bil ful podoben pri vseh skupinah, pa spet vse skupine so ga znižale za 3 mm, medtem ko v izometrični vadbi je prišlo do 4 mm. Ok, in kako se je pol kazalo od skupine do skupine? Če si pogledamo graf, oziroma tabelo, vidimo, da je v vseh 3 skupinah prišlo do signifikantnega pozitivnega efekta, najbolj pozitiven efekt je bil pa pričakovano, po mojem mnenju, v skupini s hipertenzijo. To je to, načeloma čisto kratka obnova, ampak kaj lahko zdaj iz te obnove zaključimo? Prva stvar je potrebno omeniti, da če pogledamo študije, to so bile zdaj študije, ki so pregledovale samo, kako vadba vpliva. Zdaj pa, če pogledamo študije, kako vadba in zdravila, se pravi v kombinaciji, ali pa samo zdravila, če vplivajo, še dodatno znižajo pritisk za približno 4 mm živega srebra, povprečno. Ampak zdravila v vsakem primeru imajo še vedno več stranskih učinkov, kot pa vadba. Zato je vseeno potrebno izpostaviti, kako močen učinek lahko ima že samo vadba na pritisk. In zdaj, če nimaš neke hude hipertenzije, bi jaz začel prvo z vadbo, pa pol šel na zdravila. Ko zdravila pač s sabo pripeljejo še drugo kaskado dogodkov, ne vem, najboljši primer, ko ga lahko dam, je ponavadi zdravila za regulacijo LDL holesterola, se pravi statini. Ljudje ne vejo, da uporaba določenih statinov ful poviša porabo koencima Q10, ki je pa zelo pomemben, že nasploh pri metabolizmu, ne vem, hormonov. In redko kdo dobi priporočilo, da ne dodaja koencim Q10. Ampak ok, to je za drugo tematiko. V glavnem,
Po mojem mnenju je vadba dovolj dobro sredstvo, da začneš z vadbo in pol po določenem času, ne vem, 2 do 3 mesecih, pogledaš, kaj se dogaja s tvojim krvnim pritiskom in pol na podlagi tega vidiš, ali bo potrebno še posegati po zdravilih. Ok, in to je pa zdaj v bistvu, to sem si pustil pa zdaj za na konec, da pojasnim, zakaj sem rekel na začetku, da so rezultati presenetili. Predvsem zaradi tega, ker se je pokazalo, da naprimer, jaz bi rekel, da je mogoče aerobna vadba pri določenem tempu več časa ima bolj pozitiven efekt na nižanje pritiska, kot pa izometrija. Ampak, če pogledamo mehanizem izometrije, je v bistvu kar logično, zakaj načeloma pol izometrija zmaga izmed teh 3 tipov, ko so jih pač tu primerjali. Prva stvar, kar se zgodi pri izometrični kontrakciji, je, da ti ustaviš breme v določeni poziciji in tam držiš od 1 pa do 50 sekund, če hočeš. V glavnem, to je izometrija. In kaj se zdaj zgodi? Pri izometrični kontrakciji se dejansko zgodi delna okluzija mišice in žil seveda, ko so pač v tisti mišici. Zdaj, okluzija, kaj pomeni okluzija? Okluzija pomeni, da znižaš pretok v tiste mišice, zaradi tega, ker je pač mišica stisnjena. To je v bistvu tako BFR trening, ko si navijajo okoli bicepsa neki gume pa pumpajo pa sprostijo. Se pravi, ista okluzija se zgodi, samo ne do take mere, ko ti izometrično zadržiš neko breme v določeni poziciji. In zdaj, ko ti gibanje nadaljuješ, se zgodi isto, ko se zgodi pri okluziji z traki, se pravi, ko ti trak sprostiš, bo ne samo, da bo mišica kar naenkrat dobila kri, zaradi tega, ker pač kri lahko pride v mišico, ker ni več okluzije, tista kri bo vdrla v mišico pod pritiskom. Zdaj pa, kaj se zgodi, ko pod večjim pritiskom kri pride v mišico, oziroma pač v mišične celice, več dušikovega oksida se sprosti. Zdaj, za dušikov oksid pa vemo, da je eden izmed glavnih sredstev, ki jih ima telo, oziroma komponent, ki jih ima telo za širjenje žil. In to naredi s pomočjo tega, da v bistvu on relaksira žilne stene, oziroma epitelij žilnih sten. In to v bistvu pol posledično vpliva tudi na kaskado homeostatičnih vseh procesov, ko se zgodijo, da telo dejansko na podlagi tega lahko zniža pritisk, zato ker je navajen krčenja, pa širjenja, pa relaksacije žil nasploh. Se pravi, to je v bistvu mehanizem izometrije. Upam, da sem ga kolikor toliko jasno objasnil, da je vsem jasno, kaj v bistvu to pomeni. Se pravi, še enkrat več se je samo pokazalo, da prvo vadba spet lahko izboljša naš lifestyle tudi iz vidika hipertenzije. Druga stvar, izometrija se je pokazala kot najboljši način. Zdaj pa, če pogledaš pa moje videe nazaj, kolikrat sem že poudaril, da je izometrija verjetno najboljši način na dolgi rok za trenirati, za prerastek mišične moči. Se pravi, ko treniraš za mišično moč, dodaj malo izometrije v svoj trening, pa boš delal na 2 principih, se pravi, izboljšal boš svojo mišično moč na dolgi rok, plus izboljšal boš svoj pritisk, če te slučajni pritisk kaj matra, kar zdaj dejansko ni tako nepogosto stanje. To je to. Hvala za ogled, se vidimo v naslednjem videu, pa upam, da ti je tudi video kaj pomagal.